Prisrčen pozdrav vsem. Hvala lepa za potrpežljivost. Naši stalni zvesti obiskovalci so kupili karte, pa teh dni, pa mogoče pa odnesli, pa pač malo počakali, ampak verjamem, da ste lepo klepetali in da ste prišli. Torej, dobrodošli. Zdaj pa bom res začela s tem mojim govorom. Pravi moj moška začni, ker si vedno dolga. To je še neuradno. Okay. Spoštovani župan, Ivan Balan, soprogo Stanko, spoštovana podžupanja, Mojca Florjanič, spoštovana predsednica Sveta Bosanskega muzeja Brežice Sonja Levičar, soprogom, dobrodošel nekdanji evropski poslanec Ivo Vajgl, mož naše gostje, ali danes v bolj pomembni funkciji, spoštovani naši raznovrstni sodelavci, dragi prijateljice muzeja. Devetič, že tako skupaj zaključujemo leto. Predzadnji dan leta, god svetega Feliksa, Srečka in tudi letos dan za hvaležnost in dan za želje. Stojim tukaj pod boginjo Fortuno, boginjo sreče, ki na vse nas prosi bogatstvo. Danes je naše bogatstvo v tem, da smo se ponovno zbrali v najlepši dvorani in da smo hvaležni za pestro in zanimivo leto. Še vedno sicer polno skrbi, številnimi vojnami po svetu, nerazumevanjem, še vedno zaznamovano z veliko preveč nasilja in nespoštovanja. A tudi leto, ko lahko preštejemo številne blagoslove oziroma številne dobre stvari in smo se velikokrat v teh dobrih srečali tudi na tem naslovu. Na naši cesti Prvih borcev 1, na začetku ali pa na zaključku mesta, ki že vsaj 670 let trdno stoji na tem Savskem Brežcu. Letos smo namreč 18. maja obeležili tudi 670-letnico potrditve mestnih pravic naših Brežic in se potem seveda tudi še s 5 muzeji spomnili na eno drugo zelo pomembno obletnico, to je bilo pa 450 let velikega upora slovensko-hrvaškega, hrvaško-slovenskega oziroma čezmejnega upora in s projektom Kuna Revolt, ki nas je ponovno povezal, smo združili 6 muzejev na obmejnem območju in predstavili številne raznovrstne programe. Ali so naši predniki tudi leta 1573 klicali Levkup uboga Gmajna, kot je bilo izpričano za leto 1515, ko so uporni kmetje porušili in požgali prvi brežiški grad. Tega seveda ne vemo, lahko samo ugibamo. Vemo pa, da je glasba tisočletja nepogrešljiva in je del veselja. In ravno leto 2024 smo v Bosanskem muzeju Brežice v veliki meri posvetili glasbi in sluhu enemu izmed 5 čutov ter iskali v tem različne harmonije. Kako nam je uspelo spoznati na novi stalni razstavi harmonije 4 elementov, pa tudi ob ogledu rekonstrukcije keltskega bojnega voza, ki je rezultat edinega tovrstnega podviga v Sloveniji. Ta rekonstrukcija je bila zahtevna, opravili pa so odlični mojstri in njihovo delo moramo občudovati, pa čeprav je bojni voz seveda spet eden izmed pripomočkov za osvajanje nasilja, ampak ob tem lahko seveda nas to opozarja tudi na nenasilje in mir in razumevanje. Mojstrstvo se ravno grado v našem muzeju, ki ima tudi dom od leta 1945 odražati na vsakem koraku. In še posebej v tej veliki dvorani. In naš muzej, kot rečeno, ki je skrbnik tega že leta 1949, je tisti del muzeja, ki že dolgo nismo samo varuhi predmetov in že dolgo nismo zaprašene ustanove, smo pa še naprej skrbniki naše raznovrstne snovne in nesnovne dediščine, ki je skupaj z vami, z našo skupnostjo, delimo naprej ter ohranimo, da bodo še dolgo za nami uživali v njej. Uživanje pa seveda ne pomeni samo užitka, ampak predstavlja možnosti za izobraževanje, poznavanje, interpretacijo in uporabo. Da dediščino in dediščini uživamo, da je del naše hrane, predvsem pa je uživanje v dediščini del našega načina življenja. Tisočletja, ki je že preživela naša skupnost in številne sledi, tako snovne kot nesnovne, nam dajo moč v vedno turbulentnih časih. Resnične zgodbe o pomanjkanju boji na številnih tegobah nas morajo, ko ponovno poudarjam, navdihovati za mir, nenasilje, dobroto, razumevanje in sodelovanje.
Torej, hvala vsem vam za vašo dogodo, razumevanje, sodelovanje in podporo tudi v letu 2023. In na pravo naših 75 let, namreč leto 2024 je naše praznično leto, muzej bo napolnil 75 let in jaz verjamem, da bomo velikokrat skupaj in da bomo nazdravljali, da se bomo veselili in da bomo reševali vse, kar nas čaka tudi skupaj. Sedaj pa k osrednjemu delu današnjega večera. Izjemen talent, veliko dela in mojstrstvo krasi tudi našo gostjo, harfistko Mojco Zlobko-Vajgl. Veliko časti štejem, da je končno ta danes in da so se uspeli po nekaj letih dogovoriti za ta koncert. Harfa je namreč eden mojih najljubših instrumentov in v naši dvorani vsaj zame zveni najlepše. Priznam, da dolgo nisem vedela, da si prav Mojco Zlobko-Vajgl lahko lastimo tudi v Posavju in celo tu nagrado, ki je otroštvo skupaj z družino preživljala njena mama. In čisto blizu na Čatežu, ki je dom njenega očeta Nika Zlobka, prav tako izjemnega glasbenika. Mogoče se spomnite, letos je s svojim bratom že nastopala v tako polni dvorani in sicer takrat, ko smo odprli razstavo o njenem bratrancu, zdaj to je bratranec, ne da bolj pomemben, ampak oba zelo pomembna, naš dragi sodelavec Robert Fink, ki je svojo mladost, kot največ večina od vas ve, posvetil in namenil naši Sloveniji. In radi v vojni Sloveniji, za Slovenijo, pa je seveda v Sloveniji podaril tudi veliko več našemu muzeju v tem trenutku največ, kar je lahko, to so pa njegove zgodbe, njegovo življenje, njegove predmete, vse to, kar bomo kmalu predstavljali tudi vsem, pa že zdaj vabim 4. februar, da imamo nedeljsko popoldne posvečeno njegovi razstavi. Tako da, hvala Robert še enkrat v zaključku leta in verjamem, da bomo nadaljevali tudi v sodelovanje naprej. Dobro, zdaj pa se vrnimo spet k naši gosti, k uživanju in lepo prosim, da nas skozi program vodi programski list, nekaj besedila, za več znanja je tudi na njem pripravljeno. Ozrite se lahko tudi na okolje. Tukaj imamo gozne nimfe, tam je ena harfa, prednica današnjih harf in te nimfe bodo zagotovo danes zveste poslušalke, tako kot že več kot 300 let. Jaz pa izjemnim veseljem vabim v Viteško dvorano Mojco Zlobko-Vajgl in potem tudi njega gosta Žigo Branka. Pozdravljena, dobrodošla.
Ker težko mi je zdaj govoriti, res velika hvala. Ta čas minil, sem pogledala na uro, kot da smo šele začeli. Tako lepo, res krasno. Hvala lepa.
z Mojco Zlobko Vajgl smo se dogovorili, da pred tem sklopom, ki ga posveča svojemu očetu, pa bom midva z županom opravila ta najin vsakoletni nagovor oziroma župana bom povabila, da nam vošči. Jaz pa izražam vedno tudi veliko hvaležnost tem našim ustanoviteljem, to je občini Sevnica, občini Krško, občini Kostanjevica na Krki oziroma mestni občini Krško in seveda naši sedežni občini Brežice, ki je tudi lastnica gradu, ki je lastnica te krasne dvorane, ki nam je letos tudi omogočila, da smo upravljavci centra za obiskovalce, pa vodovodnega stolpa, pa da smo po zaključku leta tudi začeli že s prenovo tistih poškodovanih delov v potresu. Tako da ves čas nekaj počnemo in to res veliko podporo lastnicem in res smo hvaležni tudi za podporo pri drugih programih in hvaležni, da že 9. tako naš župan pozdravlja vse vas in vam je tudi hvaležen, ker ste tukaj, jaz pa sploh posebej, ker je on tukaj. Prosim, Ivan Malan. Spoštovane obiskovalke in obiskovalci, spoštovana direktorica, nastopajoči in seveda vsi cenjeni gostje, tudi jaz sem vesel in hvaležen, da praktično že 9. zapored pred novoletno organizirate ta koncert, v katerem nas vedno razveseljujejo in pa seveda navdušijo naši izvrstni umetniki ali iz naših krajev ali pa umetniki, ki imajo korenine v naših krajih. Seveda s tem nam nekako vedno zaključijo naše leto z veseljem, navdihom in nekako nas tudi popeljejo v leto, ki prihaja. Ob tej priložnosti bi se še posebej zahvalil vsem vam, ki ste z svojim soustvarjanjem pomagali, da smo v letošnjo občino doživeli veliko lepih trenutkov, veliko uspehov in seveda še posebej se moram vsem našim občankam in občanom zahvaliti za izjemno praktično solidarnost in pa dobrosrčnost v časih, ko nam je bilo najtežje, ko so bile neurja, ko so bili poplave, ko so bile na nek način razni nepredvideni dogodki. Seveda vas pa danes želim predvsem povabiti, da gremo skupaj pogumno povezani tudi v leto, ki prihaja, da skupaj seveda načrtujemo in soustvarjamo še naprej našo občino z različnimi prijetnimi dogodki in pa seveda tudi, da še naprej našo občino popeljemo k dobrim rezultatom in uspehom. Vsem vam pa želim predvsem največ medsebojnega razumevanja, osebne sreče, zdravja in uspehov. Srečno 2024! Najlepša hvala županu, da ne bom več govorila. Po končani glasbi seveda se vsi potem vidimo v naši grajski kleti, na kozarčku, penine, na pogovoru, na klepetu, na to, da si še kaj povemo, kaj dobrega zaželimo. In tam vas čaka tudi eno presenečenje, to je pa nekaj novega, zasijalo bo nekaj novega, kar nam je priskrbel naš donator Robert Šupe, ne bom povedala, in tam bo lahko gorela tudi ta svečka, ki v Viteški žal ne more, ker imamo zelo senzibilen senzor za dim, ampak verjamem pa, da je vedno vse na pravem mestu. Tako da zdaj se pa veselimo še zaključnega dela, ki je posvečen vašemu očetu, tudi odličnemu in znanemu glasbeniku. Hvala.
Najlepša hvala. Brez mikrofona, brez srca bi se rada zahvalila našemu gostu, Žigo Branku. Žiga je, gospod Brank je... prosim. Seveda, naši dragi Mojci Zlotko-Vajdl, hvala lepa, res sem srečna, da nam je to uspelo in da ste danes tukaj in verjamem, da ste uživali v tej najlepši dvorani. Res je. Mi pa tudi, ja. Hvala. Chanson dans la vie, Carlos Sauvage.